Danes, dragi prijatelji, dragi člani in vsi zbrani tukaj, evo, je tretji občni zbor društva Belis. Najprej bomo prvo stvar, tako kot ponavadi, pogledali zapisnik od prejšnjega srečanja, in sicer 107. Zoom. Upam, da je kdo zapisnik prebral, to je bilo 18. marca, 2023, in vas vprašam, ali ima na ta zapisnik kdo kakšno pripombo. V redu. Se pravi, zapisnik je enoglasno sprejet, brez pripomb. Tako, tukaj nas je trenutno 20 na Zoomu, v pisarni pa bo naša Teja to preštela. Super, super. In tako nekako potem imamo otvoritev tretjega rednega občnega zbora, razen če je Stojan že tukaj, je prosil za besedo danes. In za predstavitev našega rednega občnega zbora, naš temeljni akt društva in tudi zakon o društvih nalagata, predvsem iz prvega odstavka zakona o društvih, ter na druge pomembnejše odločitve v društvu jih sprejema pravzaprav zbor članov. To se pravi, vi ste tisti, ki rečete ja ali rečete ne. Skupaj se odločamo. Damo predloge iz upravnega odbora, člani pa potem to ali potrdite ali pa date kakšno pripombo za kakšno izboljšanje in tako naprej. Danes ste dobili tole, ta program, dobili ste potem tudi letno poročilo za leto 2022 od društva Belis, ki ga bomo preko dnevnega reda pregledali, in sicer čez nekaj časa se bomo prešteli in bomo ugotovili, ali smo na začetku sklepčni. Toliko pa zdaj za začetek samo to, da ugotovim najprej, ali bomo sklepčni. Zagotovo ne bomo, ker nas je veliko. Potem bom jaz malo predstavil, za menoj bo Miha Berčič, pripravljena na vse, kajti čudni časi se nam bližajo in ne vemo ne ure ne dneva. A veste, včeraj se mi je zgodilo, ena naša članica je prišla v društvo in je povedala, da je njenemu dragemu doma drevo padlo na njega in je odšel. Trenutko veter je bil in se je zgodil. Tako da zares ne vemo ne ure ne dneva. In moramo biti pripravljeni. O tej pripravljenosti nam bo Miha malo več povedal, ker je res strokovnjak na tem področju. Potem bomo skušali ugotoviti drugo sklepčnost, ker nas je pa v društvu zaenkrat še vedno toliko članov, zagotovo ne bomo sklepčni. Bomo pa še malo pregledali potem skozi tole našo knjigo, letno poročilo, in potem mislim, da bo Miha tudi v drugem delu še kaj povedal nam, tako da bomo njegovo predavanje na 2 dela razdrobili danes. Pa že mislim, da nas je že zdajle že kar dosti, da bomo sklepčni in boste povedali, ali sprejmemo ali ne sprejmemo in tako naprej. Tako da bomo potem podpisali te naše papirje tukaj. Bi pa zdaj za začetek seveda najprej kar začel in bi glede na današnjo postavitev do zahtevne teme tega našega dnevnega reda, točka ugotavljanje zakonske podlage, ki sem jo povedal, in pa predmet občnega zbora, ki ga bomo nadaljevali takoj, ko se v točki A preštejemo. V društvu je do današnjega dne skupaj veljavno včlanjenih 4960 članov. Ugotavljamo, da je na licu mesta fizično prisotnih članov, se pravi, zdaj nas je na Zoomu 27, v pisarni pa spet nekoliko več. Dobro, skupaj nas je koliko, Teja? Ja, to se pravi 33. Preko Zooma smo povedali, ugotavljamo, da je občni zbor ob 18:07 ni sklepčen, zato se začetek občnega zbora odloži za 1 uro. In sicer na 19:08 bomo rekli, prav, zato da bo polna ura, da ne bo kakšna sekunda vmes manjkala. Ker nismo sklepčni, sledi 1 ura pavze, ampak v tej uri pavze bom jaz priklopil na prosojnice in bomo skušali nekako pogledati tole našo knjigo, ali pa če je boljše, da jo kar povem, se v bistvu jo imate, samo moment, da vidim, kako kaže tlele gor, imam pripravljeno knjigo.
Imam, mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi jo takole, a ne? V redu, če ste za to, bom to preklopil, pa gremo malo skozi prelistati in vam povem, danes sem dobil eno pismo, čudovito pismo ene naše članice, upam, da se vidi. To je ta naša knjiga, ki smo jo v društvu družno sestavili in danes, ko smo prejeli to pismo za objavo, jaz sem prejšnji teden prosil člane, če ima kdo kaj zapovedati, za napisati, da bom zelo vesel in se mi je želja, veste, uresničila. In bi jaz zdaj tole prebral za vse nas. Pisala nam je Petra in je takole zapisala: odziv članice Društvo za srečno življenje Belis. Živimo v svetu dualnosti, kjer večini ljudi kronično primanjkuje iskrenosti, pripadnosti, zdravega razuma, srčnosti ter duhovnosti. Hkrati na drugi strani pa imamo presežke v tehnološkem napredku, v bogatenju posameznikov na položajih, kopičenju denarja, materialnih dobrin ter s tem povezane prevare, laži, izkrivljeno resnico v obsegu izprijenosti ali da rečem kar norosti, blišč in beda. To me navdaja z globoko žalostjo. Ko človek vse to gleda in opazuje, se posameznik lahko le grozno zatopljen v svojih mislih in tudi sicer v vsakdanjem življenju nemočno utaplja v okovih državnega aparata. Plavaj zvezanih rok in nog, če moreš. Ob tem bodi poslušen, plačuj davke, plačuj vse višje dajatve, testiraj se in se cepi, če ne verjameš v sodobno znanost in cepiva, pa se cepi iz solidarnosti do drugih. In to z nepreverjenimi cepivi, ob tem si nadeni še masko in molči. Ta vlada brezsramno zaukaže, pri tem sodeluje plesoče zdravstveno osebje, velika večina podkupljenih zdravnikov, mediji, šole in sodna veja oblasti in drugi javni uslužbenci, lahko bi jim rekli plačanci, ki namesto, da bi skrbeli in delali v dobrobit ljudem in za narod, se kot zadeti klovni smejejo nastalemu cirkusu, smejejo se polnim denarnicam, ki so jim čez noč spremenile življenje in jim zameglile življenja in končno dišijo po sanjah, če tudi jim ga je omogočila prevara, tako imenovana pandemija SARS-CoV-19. Tako razočaran in obupan se zaveš ujetosti sistema, ki je zaradi bolanih interesov zlorabil moje in tvoje zaupanje. Zlorabil zaupanje vseh ljudi, ki smo verjeli v svobodno in življenja vredno Slovenijo. Nas, ki smo tako hrepeneli po neodvisnosti in pravičnosti. In ja, še verjamemo v našo deželo, še verjamemo v tak svet. Toda to ni iluzorni svet zanamcev, ki se bo rodil v prihodnosti čez 100 let, ampak je svet, ki mora postati takšen že danes in v prvi vrsti za nas. Ta kaotični sistem vladanja je za ljudi zelo nevaren in nezdrav, hkrati nam ga predstavljajo kot novo normalnost in ga je hočeš nočeš širša družba že sprejela za normalnega, se človeku začenja porajati vprašanja. Je vse to resnično, kar se dogaja, ali je vse tole nočna mora? Kako je mogoče, da je do tega sploh prišlo in kako dolgo še bomo to trpeli? Kdo vse si to izmišljuje in čemu? Kdo so bolani, izprijeni umi, ki ukazujejo celotni populaciji in uničujejo življenja ljudem, prebivalcem zemlje? In ne nazadnje, kaj je z ljudmi, da v tem sodelujejo in kako, da se ne uprejo? V tej medijski gonji začetega in planiranega strašenja širše javnosti, prevar in laži, sem izvedela za Društvo za srečno življenje Belis. Ko sem preletela nekaj prvih objav, sem instinktivno začutila, da gre za društvo, katerega želim postati član. Ko sem prebrala statut, je ta moja odločitev samo še dodatno podkrepil. Spomnim se, kako sem prebirala in sledila objavam društva, ko so v času nikoli prav zares razglašene epidemije raziskovali in iskali vire resničnih informacij ter vedno znova postregli z dokazi, da je vse skupaj prevara in da gre v ozadju za depopulacijo, genocid in z njim povezan veličastni biznis. Vse to je potrjevalo moje občutke, saj sem ves čas čutila velik odpor in dvom v enostranske informacije javnega značaja, strani politike, medicine in medijev. Hkrati je društvo delovalo na polno, pomagalo tako posameznikom kot organizacijam.
podjetjem pri opolnomočenju, v podajanju informacij v pravem trenutku. Pomoč smo dobili v pravih zadevah, pri katerih se marsikomu niti sanjalo nekako postopati, saj, če nimaš potrebnega znanja, se ne znaš in ne moreš braniti ali kako drugače ščititi. Ne znaš v takih situacijah primerno ravnati, ne zase, ne za svoje bližnje. Tukaj imamo v mislih bitke v situacijah z varnostniki in vsemi drugimi javnimi uslužbenci, pošte, trgovine, šole, zdravstvene ustanove, bolnice, domove za ostarele, upravne enote, da ne omenjam vseh, ter vsakodnevnimi spreminjajočimi se odloki, ki jih je vlada sprejemala, kakor ji je v danem trenutku ustrezalo. Društvo Belis je svojo vlogo informiranja, sprotnega in budnega spremljanja doma in v svetu nad planom agende in vseh vpletenih v javnih službah v času COVID-19 pandemije opravilo plemenito delo. Za svoje člane so izdali potovalne listine, s katerimi smo lahko kot diplomati prehajali državne meje. Naj spomnim, v kaotičnih časih in o medijskem podajanju informacij glede testiranj so bili taki nesmisli, ki jih je vlada iz dneva dan spreminjala ter prirejala pogoje različnim poklicem pri prehodu meja. Moj bog, na kakšne igrice vse so ljudje pristajali. Nadalje, opozarjali so na pomembnost povezovanja med ljudmi v prihodnosti, pomembnost samooskrbe v primeru izpada elektrike ali pomanjkanja dobrin. V sodelovanju in povezovanju z istomislečimi ljudmi so gostili člane ali simpatizerje društva, ki so bili pripravljeni iz svojih izkušenj in svoje strokovne plati ponuditi znanje in informacije, nas poučiti in opozorili na nevarnosti in pasti na različnih področjih, od pomembnosti medsebojnih odnosov, samooskrbe, zdravstvenih zadev in vse do rimskega do današnjega prava. Ljudje, ki nam je resnica sveta, si upamo s svojo iskrenostjo in srčnostjo pogledati nasprotniku v oči in govoriti odkrito. Reči Bobu Bob in kar mi je najbolj všeč, da stori to Mihajl na svoj način, največkrat brez dlake na jeziku. Sledenje je imelo in še ima blagodejni vpliv, saj je bilo marsikomu, tudi tistim, ki niso upali povedati svojega mnenja na glas, v veliko zadoščenje in tolažbo. Velik poklon zakoncema Belis, ki velikosrčno in dobronamerno opozarjata ljudi na pravo pot. S predanostjo, z ljubeznijo in veseljem do življenja nista pozabila na vsemogočnega Boga in po svojih najboljših močeh uresničujeta svoje tuzemsko poslanstvo. Hvala, ker sta ustanovila Društvo za srečno življenje. To je društvo srčnih in iskrenih ljudi. Da, čutim pripadnost, konec koncev sem med svojimi ljudmi. S hvaležnostjo Petra. Hoče, 25. marec 2023. Draga Petra, srčna hvala. Jaz komaj zadržujem solze. Ko nekdo tako vidi delo društva z ene strani in z druge strani, ko sva popljuvana z nemogočimi žaljivkami, ker gre za tam, kjer tem, ki si jih omenila tukaj notri, ne paše, je to pravi balzam za dušo in tisto plačilo, ki je največje, kar je možno. Tako da to je v uvodu v tem našem zvezku. Evo, jaz, če bom uspel zdaj tole malo prelistati, tole sem prebral. Ja, tukaj so naštete države, iz katerih so se prijavljali v društvu in to je pač trenutna statistika tudi 2022. Potem seveda smo tukaj navedli podatke društva, na naslednji strani so potem funkcije in osebe iz društva, ki skrbijo in pomagajo, da društvo je, kar je, da tečejo stvari, kot morajo teči. In iskrena hvala vsakemu in vsakemu posebej iz vodstva in da so pripravljeni dati svoje ime, kajti danes ni enostavno se kar tako priključiti v društvo, kako bi rekel, državi nasprotuje proti njenim odlokom, njenim željam. Treba je pa vedeti nekaj, dragi moji, vsi, ki ste zdaj tukaj in me poslušate, ponovno bom povedal, no contract, no case, no body, no crime. Če nimate pogodbe, dogovora z nekom, tudi družbeni konsens tukaj noter, tudi psihološke pogodbe, kakršnekoli, če ni dogovora, se pravi, ni primera. Vlada lahko piše odloke, kakršne če ni širše debate, če ni družbene debate,
če ni informiranja, da oni kar zase nekaj sprejemajo in nam nalagajo, za tako stvar se je treba absolutno upreti. In to je to, česar ljudje ne vejo, nimajo znanja, zato ker smo dresirani 30, 40, 50 let samo v Boga. Vstani, pojdi, jej, naredi, kupi, čisti, svinčnik v levo roko, zdaj vstani, zdaj pozdravi, šef ti naroči to, profesor ti naroči uno in vse življenje je tako narejen. Ljudje so se odvadili razmišljati svojo glavo. Jaz imam to srečo, da sem vse življenje samostojen in dvakrat premislim, preden mi nekdo nekaj reče, in zato sem tudi takšen, kot sem. Tukaj bi povedal tako. Ob začetku izdajanja letnega poročila Društva za srečno življenje je treba poudariti, da to delovno poročilo ne bi moglo nastati, če pri strokovnih nasvetih, pri izbiranju materialov, pri vključenih fotografijah ter pri ostalih zapisanih vsebinah ne bi pomagali sodelavci v društvu pri nastanku dokumentarnega gradiva. Vi ste tisti, ki ste to knjigo ustvarili, vsak izmed vas posebej. Vsak je tukaj en A, en V, ena pika, ena slika in vse skupaj smo v bistvu kot en organizem. Zato hvala vsem, ki ste nesebično sodelovali. Hvala strokovni skupnosti članov Društva za srečno življenje Belis za vsakršen nasvet. Jezikovcem, lektorjem, redaktorjem, grafičnim oblikovalcem in drugim nevidnim sodelavcem, da je to nastalo. Iskrena hvala. Vsak prispevek, tudi ta, ki ga imate sedaj, morda pred računalnikom, poslal sem vam PDF datoteko oziroma link, da si to presnamete v računalnik. Tukaj na mizi imajo tudi tiskane knjige, to je možno seveda tudi dobiti v pisni obliki, če bi kdo želel, sicer imate pa vsi PDF. Je prispevek, ki ima mnogokrat značaj avtorskega dela. Je javnosti skrit ali pa se šteje kot nekaj samoumevnega, vse to pa so dolžni narediti. Pomembno je poudariti, da je vsaka objava izraz profesionalne zavzetosti, znanja in truda, ki presega suhoparno ali rutinsko ukvarjanje z zadevami. Brez njihovega prizadevanja z objavami kakovostnih besedil, brez ustreznih vsebin in drugih poročil, brez prave strokovne podpore tega dela pred vami danes ne bi bilo. Za izjemno delo se vodstvu društva zahvaljujem na tem mestu vsem in še enkrat vsakemu posebej. Če na kratko povzamemo, poslanstvo izdaje letnega poročila 2022 Društva za srečno življenje Belis je, da članom in vsem ostalim državljanom približa temeljne nacionalne in mednarodne namere in poslanstvo Društva za srečno življenje Belis z namenom, da zavednega posameznika spodbudi k sodelovanju pri tem, kar je nekoč ugledni slovenski diplomat in publicist in humanist imenoval slovensko bivanje sveta. Slavni lingvistični filozof Ludwig Wittgenstein pa je v tem pomenu izrazil pomembno misel, ko je dejal: meje mojega jezika so meje mojega sveta. Posebej želimo poudariti, da ta zapis ni uradno zakonito poročilo, kot na primer letno poročilo, ki ga morajo druga NVO društva oddajati kot nevladne organizacije, z namenom, da upravičijo prejeta državna sredstva za izvajanje državnih projektov. To poročilo, ki je pred vami, je čista moralna in etična zaveza vodstva do članov društva, ki zaupajo poslanstvu, služenja in uresničevanju ustanovne listine statuta Društva za srečno življenje Belis. Tako nekako je to za uvod in danes tukaj pred vami je tole kazalo in nekako bomo skušali skozi to kazalo, skozi ta potrjevanja se prebiti skozi to knjigo, jo pregledati in videti, kaj sploh tukaj notri je. Jaz bi na kratko samo povedal, se pravi uvodno besedo, smo povedali odziv člana tudi, uvodni podatki v letno poročilo, vse to bomo pogledali, kakšen je namen in poslanstvo in cilji društva v letu 2022 so bili, kaj smo delali. Potem bomo podrobno pogledali tedenska srečanja članov, kako je potekalo, sem jaz naredil statistiko, kolikor sem jo lahko, kolikor nam je ostalo, ker so nam zelo nagajali v letu 2022. Potem pa si bomo pogledali vire financiranja, povzetek prihodkov in odhodkov društva v letu 2022. Dobivali smo na tri račune oziroma na 3 račune. Eno je bilo gotovina, eno na PayPal, eno je prišlo pa na bančni račun.
bomo to pogledali skozi, potem so povzetki finančnega poročila za leto 2022. Pogledali si bomo oddajo letnega poročila na iPes, ki ga vsako društvo mora oddati. In tukaj je v bistvu do strani 32 še pojasnila k izkazom za leto 2022, poslovno poročilo in tako naprej. Zakaj? In potem še, zakaj je temeljno financiranje društva tako pomembno za celotno skupnost. Potem si bomo pogledali letno poročilo aktivnosti članov in vse cenzure, kar so nam počela, ne. Brisali so nam YouTube, en kanal, drug kanal, blokirali, najprej blok, pol izbris, pa spet na drugem kanalu blok, pa spet izbris. Cenzura plačanega dostopa do interneta, kjer sem noter dal odločbo od Telekoma, kako so v bistvu nas blokirali. Naj vam povem, da smo si zdaj uredili interno mrežo, interni internet, da zdaj, hvala Bogu, zadeva je tako, kot je in smo veseli. Potem imamo tukaj pritožbe na zasežene dokumente članom društva Belis. Izbrali smo en primer, ki je bil najbolj atraktiven. To je avstrijsko tožilstvo ob prehodu meje. Si bomo pogledali zavrženje te prijave iz strani državnega tožilstva Avstrije proti njihovim carinikom, ki so ravnali nekorektno, nepošteno in neznanja, ampak so delali samo po navodilih. Potem si bomo pogledali zanimivo temo, kot smo imeli volitve za predsednika države 2022, kjer so nas totalno diskvalificirali in nam odvzeli temeljno volilno pravico. To je pri nas klasika. Samo tisti, ki jih mediji reklamirajo, samo tisti, ki so, ne vem, plave krvi so lahko voljeni, a ne. V nadaljevanju si bomo pogledali malo Belis podcaste, ki smo jih odprli, pol predavatelje, vsebine in naslove, pregled poslanih vabil članom društva Belis. Seveda piknik, tukaj smo imeli se čudovito. Mi kar solze pridejo, ko se spomnim, kako je bilo lepo. Sem dal slike noter v to poročilo za naš trajen spomin. Potek spoznavnega srečanja in predstavitve dejavnosti članov, fotoalbum in pa za zaključek, ljubi člani društva Belis, pismo predsednice društva. Na začetek seveda je takoj povabilo, če bi kdo od ljudi, ki mu bo to prišlo pod roke, želel postati član naše skupnosti, se lahko seveda takoj na začetku tudi že vpiše, prijavi. In pa našo čudovito sliko, ki se jo morda celo spomnite. Tik pred začetkom leta 2022 je ena naša članica vsem nam spletla takšne kape in to je bilo pravo presenečenje. Tako da, Verna, še enkrat iskrena hvala, če nas danes poslušaš, srčna hvala od vseh nas. Naredila si vsem nam neizmerno veselje. Danes ne bomo vsega tega prebrali, kar tukaj piše, ker bi bilo preveč, pa vendar se mi zdi, da ta uvod bi kljub vsemu želel podati. Tako da danes dobrodošli člani in ljubitelji srečnega življenja. V imenu Društva za srečno življenje Belis bi vam radi ponovno osvežili delovanje in dejavnosti društva. Kot verjetno že veste, organiziramo tedenska izobraževalna srečanja za naše člane v prelepem prostoru ambasade Belis International, tukaj na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani. V letu 2022 smo se potrudili in še intenzivneje poglobili naše znanje in izkušnje v iskanju sreče in zadovoljstva v življenju. Čeprav smo dosegli veliko, se zavedamo, da vedno obstaja prostor za izboljšave. Vsi skupaj smo se lotili izziva najprej z ustanovitvijo društva, z včlanitvijo in z aktivnim delovanjem. Imeli smo veliko izzivov in smo kljub mnogim naklepno nastavljenim oviram na tej poti uspeli narediti korak naprej in ga držati naprej. Kot veste, je naše društvo že dolgo znano po tem, da se ukvarja z raziskovanjem in spodbujanjem srečnega življenja. In da vam priznamo skrivnost, občasno tudi sami nismo čisto prepričani, kako naj skupno dosežemo ta cilj. Ampak na srečo smo vsi skupaj v tej avanturi in prepričani smo, da nam bo prinesla velike spremembe na bolje. Med letom smo organizirali številne dogodke, delavnice, predavanja, ki so privabile veliko število ljudi, ki so nam pomagali odkriti še več novih načinov za izboljšanje svojega počutja. In ko se ozremo nazaj, se zavedamo, da smo z vsemi temi aktivnostmi uspeli ustvariti pozitivno vzdušje, ki je prispevalo k boljšemu počutju vseh nas. Kljub vsem dosežkom se društvo zaveda, da je sreča nekaj,
za kar je treba aktivno delati vsak dan. Zato vas želimo spodbuditi, da ostanete zavezani temu cilju tudi v prihodnosti. Skupaj lahko ustvarimo boljše življenje za vse nas. In za konec ena modrost na račun nas samih z vprašanjem, kako se beli članu najbolj olajša iskanje sreče? Z nasmehom. Vse člane in podpornike društva spodbujamo, da širite pozitivno energijo in iščete srečo v vsakem trenutku svojega življenja. Spomnite se, da je sreča nekaj, kar dosežemo le skupaj, ne vsak zase in sam. Hvala vam za vašo zvestobo in podporo. Skupaj se veselimo še bolj srečnega in zadovoljnega življenja v prihodnosti. Srečno in uspešno naprej, Mihael Belis. To mi je prišlo od srca iz dna duše za vse vas ob vsem tem ustvarjanju, tako da potem gremo naprej. Društvo za srečno življenje, odziv člana, to smo prebrali. Petri se še enkrat srčno zahvaljujemo za to čudovito sporočilo, za to spoznanje, za tak pogled, ki ga je znala ubesediti in preliti na papir. In sedaj smo v bistvu z uvodnimi podatki v letno poročilo za leto 2022. V tem poročilu sem jaz navedel, da je med 1. januarjem 2021 in 31. decembrom 2022, sem zajel seveda vse skupaj, še takoj od začetka društva, se je včlanilo skupaj 5517 ljudi. Ker so se nam dogajale potem seveda razne stvari, razburkane vode, stvari ne bi pogreval, ampak dobil sem eno sporočilo od enega našega člana, kjer pač nažalost bivša predsednica vabi ljudi na predavanja in tam prosi ljudi, da se izpišejo iz društva Belis, sama pa je opisana, tako da je to zelo zanimivo, ampak Bog ji požegnaj. Tudi za njeno delo, za njeno požrtvovalnost in vse dobro naprej. Potem iskrena hvala Miranu Pircu, ki je bil priden in je vodil, pol se odselil, je iz osebnih razlogov, seveda zaradi oddaljenosti, predal to funkcijo, ki jo je pa sprejela Ivlijana, ki to zelo srčno tudi vodi in moram reči tudi zelo predano, zelo veliko pomaga. Bili smo deležni ogromno cenzur, tehničnih težav, s tiskom zaradi odvzema računalnikov, ki nam jih še vedno niso vrnili, mobitelov, aparatov, tehnikalij, diskov, podatkov, vse to je v veliki stiski sedaj država, kako to narediti, kako vrniti, zaradi tega, ker jaz sem jim dal v zapisnik pogoj in to ne enostaven in ne vejo, kaj bi naredili. In cincajo, mincajo, pošiljajo pisma in ne vejo, kaj bi zdaj naredili, ker zdaj so se pa stvari zjasnile. Bomo še malo počakali in vas bomo o tem obveščali. Je tako tudi res, a ne, v letu 2022 smo komaj izvolili enega predsednika, pa je bil že drug, pa spet enega, pa spet drug. Naši predsedniški kandidati bi morali trajati 6 let, a ne, vsi skupaj, zdajle smo pa šele v 3. letu, tako da je to šlo zelo hitro. Moram vam povedati, da so bile izredne težave s tiskom, z dokumenti, zaradi tega, ker je pač bil podpis predsednika na določenih dokumentih in je to bilo zelo stresno, ker če nekdo zamenja funkcijo, pol ne moreš dati podpis prejšnjega, ne? In tako naprej in tako naprej. Skratka, bilo je zanimivo, ampak vsem iskrena hvala in verjamemo, da so imeli pritiske. Zdaj, kak zna kdo pritisk prenesti v življenju, je stvar okoliščin življenja, izkušenj. Vsak ne zna, marsikdo pa tudi zelo plemenito zna prenesti in se ne ozira na to, kaj drugi reče, ampak ve, kaj v srcu je in kakšna je njegova pot. Zdaj, tukaj bi vam predlagal, da si v bistvu namen, poslanstvo in cilji društva v letu 2022, ki smo jih imeli, preberete, ker smo res delali na tem. Jaz bi povedal samo, da je osnovni moto, latinski pregovor, mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. To pomeni v latinskem jeziku. Zato je naš kompas usmerjen predvsem v afektivno krepitev duha, duše, modrosti in telesa. Na vse moramo biti pozorni. Na prav vse, tudi enega nivoja ne smemo zanemariti, če hočemo biti v naši dejavnosti uspešni. Nekdo sicer ima bolj poudarek na materialne stvari, nekdo ima bolj poudarek na duhovne stvari, nekdo je malo tu, malo tam, ampak ko se spravimo skupaj, ko smo kot skupnost, mislim, da najdemo tisto ravnovesje, tisto tehnico, ki nas pelje naprej. Tako da hvala
vsem vam za to, kar ste in ostanite v srcu takšni, kot ste, ampak delamo na tem, da se še zboljšamo, ker nas preizkušnje iz dneva v dan dajejo. V Društvu za srečno življenje Belis torej skrbimo za kulturo in osebnostno rast naših članov, kdor se želi pridružiti, kdor se želi izobraževati, vsem, ki želijo delovati v društvu z organiziranjem različnih izobraževalnih in kulturnih prireditev. S tem seveda opozarjamo na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju potreb prebivalcev, vendar, kot pravi drug latinski pregovor, acta non verba, dejanja, dragi prijatelji, ne besede so tiste, ki štejejo. Nekdo veliko govori, ko je treba kaj narediti, ga pa nikjer ni. Nekdo pa nič ne reče, pa vse postori. Probajmo se malo izravnati, zato pozivamo vse člane, naj se aktivno vključijo še bolj v naše dejavnosti ter svojim delovanjem, tisto, kar znajo, kolikor lahko pripomorejo, pomagajo uresničevati cilje društva, ki so zapisani v ustanovni listini. Ne bo odveč, če ponovno spomnimo, da vedno sprejemamo za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Naj vam povem, da me je danes zelo pretresel en članek, ki sem ga bral, dobil sem ga po Facebooku, in je bila gospa, ki živi in dela na kmetiji, na enem izobraževanju za evropske zakone, ki jih zdaj v Sloveniji implementirajo glede kmetij, kako bo z zemljišči, kako bojo naredili, da bo več hrane, da bo vse lepo, da bo lepše življenje, da bo bolj zeleno, skratka velike obljube. Ko pa pridejo ti zakoni, uredbe Evropske unije, pa vidiš, da v bistvu je ravno obratno, da omejujejo, da na travnikih prepovedujejo njive in zahtevajo, da se njive spremenijo v travnike. Zdaj kako, če imaš ti zemljo, moraš zemljo obdelovati, če hočeš preživeti. Ta svet je postal res zelo, zelo čuden. Zato, dragi moji, naša naloga, da se povežemo s posamezniki, s podjetji in z drugimi podobno usmerjenimi organizacijami v društvu in v Sloveniji in tujini ter skupaj soustvarjamo boljši svet. Torej, dragi člani, ne pozabimo, da smo tukaj zato, da z našimi druženji in izobraževanji, interakcijami spreminjamo svet na bolje, začenši pri sebi. Kot pravi še en latinski pregovor, carpe diem, izkoristi dan. Zato si vzemimo čas za izobraževanje, za kulturo, za medsebojno razumevanje in za medsebojno spoštovanje. Samo tako lahko dosežemo srečno življenje, polno brezpogojne ljubezni in popolnega življenja. Vse ostalo ne pelje nikamor. Torej, potem imamo v bistvu naprej poročilo tedenskih srečanj članov društva. Tukaj sem sicer naredil neko statistiko, ampak bo boljše, če gremo kar na ta prikaz grafični, kolikor se vidi. Glejte, tam vidite, na vrhu je razdeljen tale graf na 2023, smo dali zraven v to knjigo, zato da je možno to poklikati, da so informacije zgolj za to. Sicer pa v drugem delu piše vabila 22. Tako da, lansko leto, ko smo imeli izredni občni zbor ob menjavi predsednika, samo toliko, da vas spomnim, verjetno veste, najavili smo, da bomo imeli ta občni zbor, ta izredni občni zbor, in nam so zbrisali oziroma onemogočili dostop do pošiljanja vabil. Hkrati so nam cel račun zbrisali, to se pravi 1 leto pošiljanja vseh materialov. Če je že zdaj tukaj, si morate misliti, ko je v bistvu veliko manj časa, koliko je bilo tega že storjenega in bom rekel, kakšno v bistvu škodo so nam naredili, ker nihče od nas ni računal, da nam bodo to zbrisali. Razumeš, za YouTube, za Facebook smo se nekako navadili, da če daš, da te tam neki, ampak tudi to se ne moramo navaditi, sam nimamo moči kaj narediti. Mogoče zapustiti Facebook pa ne objavljati, pa zapustiti YouTube pa iti nekam drugam. In tukaj smo mogli to isto narediti, v 2 urah, 3 urah poiskati nov portal. Seveda so to plačljive stvari. Torej, če imate informacijo, da se na Gmail, recimo, glejte, če vi hočete pisati na Gmail, 5500 mailov, vam je dovoljeno 500 mailov poslati naenkrat, potem vas pa zablokirajo na cel dan. Se pravi, če pošleš 450 mailov, da ti 50 poslovnih mailov ostane, da funkcioniraš, se to dela 12 dni. Ker imamo pa mi srečanja vsak teden, je sploh nemogoče obveščati po tem sistemu preko Gmaila,
mi je nekdo rekel, zakaj pa čez Gmail ne pošleš, ne? To reče nekdo, ki sploh nima vpogleda, pa nima matematike, ne razmišlja in tako naprej. In tudi časovno je to zelo mukotrpno. Kakorkoli obračamo, smo mogli v društvu zakupiti portal in to enega drugega in ta je zaenkrat v redu, s tem, da pa smo se zdaj naučili, da spravljamo vsako objavo posebej tudi na svoj server. Ker človek tudi, ko mail napiše, piše kar v mail pa pošlje, ne napiše najprej v Word, pa potem, da si to shrani. Maili se kar pošiljajo, ker računaš, da bo zmeri našel, ko prije pa trenutek, ko se ti zbriše ali pa zgine ali pa kar nekaj in izgubljamo, na ta način dragocene misli, dragocene povezave, podatke in to nam v društvu nenehno v bistvu priškrcajo. Število poslanih e-obvestil po tednih za Zoom, v ta spodnji graf se vidi, kako to poteka, se vidi od vrha gor, tlele je številka 1 in številka 22. Številka 22 je starejši datum, številka 1 je pa malo novejši datum. Gre pa v bistvu za razliko 50 ljudi, ampak je taka krivulja noter, ki se tukaj vidi. No, če gremo naprej, aktivnosti članov ob sprejetju e-obvestil, se tukaj vidi, koliko je bilo poslanih obvestil, se pravi, vsak teden smo poslali, poglejte, obvestila, tista plava črta do vrha, kjer so enake črte, vsem članom je bilo poslano, ampak tiste rdeče črtice se pa vidi, kako so člani odpirali, koliko so odpirali, ne kaj preveč. Veliko je tudi Google prispeval, ker je pošiljal v spam ali so blokirali in tudi nam so pri mailih nagajali. Spodnje tortice pa pač pokažejo povprečen obisk hibridne konference. Tako da to si lahko seveda vse pogledate. Tukaj se potem naprej vidi, upam, da bo, čakajte takole, ja. Življenje so nam vzeli s tem, da so nam z več kot 6 mesecev pred iztekom zakupljenega prostora kar izbrisali, noben se ni javljal. Morate vedeti, da to belgijska spletna stran in tukaj se vidi, kako ta spletna stran danes izgleda. To se pravi, bilo je zelo dobro, zelo fajn je šlo, ampak očitno imajo to v rokah ljudje, ki jim ni všeč, kar smo mi pisali. In zato so ali po navodilih ali pa sami od sebe. Dvomim, da sami od sebe, ker to je biznis, če plačaš, če si naročnik, če si stranka, te ne vržejo kar tako ven. Ampak to je moglo nekje z vrha priti in se je zgodilo, kar se je zgodilo. Potem imamo pa naprej, gledajte, tole so pa portali, ki jih uporabljamo za plačljive storitve. Zoom, na katerem smo zdaj, vidite, je portal za videokonference in so tudi cene navedene, koliko to plačuje društvo. Potem je transkriptor za izločanje besed in zvočnih datotek. Včasih je treba iz filma vzeti zvok in ga dati v besede, zato da se ga prevede, da lahko naredimo kakšen prevod filma, sicer je to nemogoče, da se to olajša in so tukaj tudi navedeni stroški, koliko to stane. Potem oblikovanje filma je Vid, portal za oblikovanje videoposnetkov Buzzsprout, kjer objavljamo pa Belis Voice podcaste, ker je to potem še bolj razširjeno in če vam povem, da smo imeli, mislim, da kar precej od podcastov download, mislim, da 890, kar je za podcast, ki v Sloveniji pač šele v razvoju, kar zajetna, kar lepa številka. Tako da tukaj so povzeti v tabeli stroški v letu 2022 za ta program, kjer je MailerLite, je mesečni strošek 29 €, za Zoom video meetinge je mesečno, se pravi 12,67, transkriptor je 9,99, lahko to rečemo kar 10, ker pol še davek zraven nabijajo na vse to. Polje za obdelavo videoposnetkov 30, Buzzsprout 27, skupni mesečni strošek je 108, s tem, da sem potem odkril, da je potem še en portal, ki pa je tudi nujno potreben in ga bom pač mogel naslednjič zraven, ampak ne za to. Mesečni stroški potem takem tukaj so zdaj skupaj 108 na mesec, plus to, kar se tle podružimo, kar Iviljana nabavi za sobotna srečanja in tako naprej. Jaz pa takole vam sporočam, najem prostora, obrambnina, tehnična sredstva za izvajanje in obdelavo videoprojekcij, uporaba računalniške opreme in drugi stroški v ceno tedenskih srečanj pri tem obračunu niso zajeti, ker je to od podjetja Belis International, ki je tukaj 27 let. Glede na situacijo COVID je to podjetje Mihael Belis, direktor, dal prostovoljno
vsem članom, ki pridejo sem, in prostor, in elektriko, in internet, in zdaj na račun društva ima podjetje pravzaprav velike težave, ker smo bili ob računalnike zaradi dejavnosti, ker smo pomagali ljudem, bili smo ob tehnična sredstva, pa tudi naša dejavnost je zdaj, bom rekel, deljena, ker je treba delati za društvo in je treba in tako isto firmo vzdrževati in delati. In tle ni debate, firma mora teči naprej. Evo, to so te torte, o katerih sem prej govoril, pa da boste videli naprej, za tiste, ki še niste uspeli si prenesti datoteke, toliko samo, da prelistamo. Za vsak področje posebej vse izračunano po mesecih, tako da si lahko to vse pregledate in tukaj pa potem skupen seštevek. No, na tej strani tukaj so navedena imena in priimki članov, ki res intenzivno pomagajo, sodelujejo, eni bolj, drugi manj. Tako da iskrena hvala, srčna hvala vsem za to pomoč, da lahko delamo, da se lahko družimo, da lahko pametno tudi svetujemo in se ognemo najhujšim katastrofam, ki nam kar že grozijo z življenja. Tako da so ljudje tle, evo, tako. Potem smo povedali za IPES, to so ta poročila, ki smo jih dali, tako da še enkrat bi tukaj se predsednici, ki pač to je njena dolžnost, da to naredi, je to krasno uredila. Tukaj so vsa poročila na IPES-u in tukaj to poročilo, ki sem ga seveda prej tudi vam prebral in ga imate tudi v zvezku navedenega. No, tukaj so potem tudi ta zadeva, kako smo v letu 2022 počeli, kakšni so naši cilji in kakšne so naše namere tudi za naprej. Tako da predlagam, veste, da morda si to preberete, prelistate, zato da pridemo na skupno frekvenco, da smo na skupnem imenovalcu in da potem lahko tudi kaj vprašate oziroma da gremo v isto smer. No, tukaj so pa zdaj ti nesrečni bloki in blokade, ki nam jih počnejo. Skratka, vse, kar je možno, so nam že naredili. Vzeli so nam internet, zbrisali so nam en YouTube, zbrisali so nam drug YouTube. Evo tlele, kompletno, je kompleten popis, kako je to potekalo. Lejte, mi smo potem tukaj pritožbo napisali na YouTubeu in so nam pač odgovorili zelo komično, zelo smešno, da pravijo meni takole, živijo Mihael, so mi napisali, da naša skupina je pregledala vašo vsebino in oni menijo, da mi kršimo njihov pravilnik. Oni samo to, mi menimo, da kršite pravilnik. Nič s čem, nič kako, vsi pa veste, člani, da delamo, kar delamo na osnovi strogo dokumentarnega gradiva, ki je na spletu od podjetij, ki se ukvarjajo ali s cepivi, ali s pravom, ali so to državni organi, ki dajo kakšen protipraven nalog na svet, odlok in tako naprej. In mi ne počnemo nič drugega, kakor da ugotavljamo nepravilnosti. Tukaj smo zato, da sistem zaščitimo življenja. Zato, ker laži imamo dost, preusmerjan pozornost imamo dost, medijskih zapor tudi, ko poročajo samo tisto, kar jim paše. Skratka, poglejte, kaj se zdaj samo s kmeti dogaja, ampak o tem morda za eno drugo temo, ki bo treba zdaj tudi pomagati tem ljudem. V društvu imamo drugo samoupravo, imamo rešitev, vendar ti ljudje seveda živijo na kmetiji, oni imajo tudi svojo samoupravo tam, ampak izgleda, da se ne znajdejo najboljš s temi stvarmi, tako da jim bo treba nekako priskočiti tudi v tej pravni obliki, sem mnenja, na pomoč. Zato, ker ko uradniku pred nos moliš kos papirja in mu poveš, da si neodvisen in da nima kaj iskati tam, mu čelust pade dol, Ker vsi ti fašisti vsiljujejo samo svojo voljo in ljudje se ne znajo upreti, se ne znajo pogovarjati in jih je treba z tega vidika naučiti. Treba jim je dati znanje in je povedati, da se to da tukaj dobiti. Nas pa teh ljudi ni strah, zato ker imamo znanje, zato ker imamo izkušnje in vemo, kako se jih da ugonobiti. Evo, tu smo potem tale Pfizerjevo pogodbo, ki je bila tako aktualna in so nam cel tale zbrisali. Glejte, tako lepo smo imeli 475 filmov, ki smo jih delali leto pa pol in vsak je imel od 20 minut do ure pa pol vsebin. Vse to so zbrisali z obeh. No, potem smo se znašali, smo imeli na srečo backup kopijo
kako rečejo, čarovnik mora zmeraj imeti asa v rokavu, a ne? Če mu karta pade po tleh, da potem lahko dela naprej. Naslednja stvar so pa potem, gledajte, cenzura izobraževalnih vsebin na Facebook, tale rdeč od spoda in tukaj vam pokažemo. Glejte, to je bilo vsega skupaj za 281 dni od 365-364 v enem letu blok. Vsaka objava je bilo 30, 60, 90 dni blok. Najbolj mila objava, ki je bila, pa so rekli, ok, zdaj, če boste kaj objavili, vas bomo pomaknili za 30 dni, nižji dol v staro objavo, tako da karkoli človek je objavil, je bila že avtomatsko stara 30 dni, ker je algoritem jo potisnil tako dol. Pravzaprav tega nihče več ne vidi, ker je 30 dni staro. Razen, če išče v iskalniku in najde podobno temo, da se mu pridruži, ali pa recimo skozi Google, ker imamo tako narejen, da tudi Google prebere te stvari, smo dali tudi to možnost, na Facebooku imate možnost to izključiti ali pa ne, da vas najde Google. Tako da mi smo to vključili zato, da smo čim bolj, kar se da, široki in aktualni. To so, gledajte, francoski fact-check, o katerem sem ja že enkrat govoril in tako nam v bistvu želijo usta zapreti, ampak to nas nič ne moti. Mi smo odprli nov YouTube kanal, mi počakamo, da one kazni in lepo delamo naprej počasi. Včasih nam celo uslugo naredijo zaradi tega, ker veste, kaj je pri vsej te stvari, ko človek dela na Facebooku, na YouTubeu, na vseh teh stvarih in ti zablokirajo, ti ostane čas za druge stvari. Malo prah obrišeš, malo več se družiš, malo pisarno pospraviš, firmo zrihtaš, pol pa se spet odpre, pa spet kam. Tako da je v bistvu dobrodošla stvar. Jaz sem hvaležen, da včasih malo poblokirajo, da še kaj drugega zraven naredim. Ampak vsebine je pa res škoda, da brišejo. To je zelo velika škoda. No, naprej imamo pa, poglejte tukaj, če se spominjate, smo naredili na Telekom odločbo oziroma zahtevek, vzorec varstva osebnih podatkov pripravljen za operaterja in internetnega ponudnika, ko so nam pošiljali SMS-e zaradi aplikacije Ostani zdrav, ker to je sledilna aplikacija in nima nobene veze z zdravjem. Tebe ne more aplikacija na telefonu pozdraviti, razen da te sledijo in če ti rečejo, da ne smeš biti tam in ti aplikacija pove, da si bil tam, da te štrafajo, zaprejo, ti dajo kazen, odločbo, kar nekaj. Ti ljudje si malo preveč dovolijo. Dovolijo si pa to, naloga teh satanistov je, oziroma njihova naloga, oni si želijo svojo voljo vtisniti v ljudi, v otroke, delavce, v nemočne ljudi in je treba to ljudem dopovedati, da naj razmišljajo svojo glavo in če nimajo dogovora z nekom, da tudi ni treba teh navodil česarkoli že spoštovati, razen družbeno zaradi miru, in te stvari, ki so pač nujne, ampak to, kar se izmišljujejo, pa presega vse meje. Tisto, kakor sem prej prebral, ko je Petra tako lepo napisala, si morda še enkrat preberite, ker je res poučno. Tukaj smo naredili prepoved prepoznavne uporabe osebnih podatkov za prijavo ali izmenjavo z vladno aplikacijo Ostani zdrav in ljudje so pisali in so menjali operaterja, zaradi tega, ker je Telekom rekel, da je močnejša stranka v pogodbi, kar ne drži. Stranke so po 4. členu obligacijskega zakonika povsem enakopravne in enakovredne. In ko vi pridete k operaterju, če želite pogodbo menjati, vam mora to možnost dati, ker če je ne da, je v prekršku. Je v prekršku. Oni imajo tiste tipske, pa pol imajo splošne pogoje. Dobro. Isto pri bančnem računu dobite splošne pogoje zraven. A to veste, da je tretja stranka zraven, da vas v bistvu prevarajo. Pogodba, ki je bilateralna, ki jo ti sklepaš z banko in če ti da splošne pogoje zraven, kjer so navedeni zakoni, ki jih mora banka do države izpolnjevati, potem mora biti tudi tretja oseba zraven, to se pravi nekdo iz državne uprave, ki to ponuja, ki to zahteva, da je pogodba trilateralna. Sicer gre za goljufivo pogodbo. Tako pri Telekomu za goljufivo pogodbo in krajo podatkov, tako na banki. Kaj se zgodi na banki? Ok, vam pošljajo, vi sklenete pogodbo z banko za račun. In varstvo podatkov je samo za odprtje računa. V tistem trenutku, ko banka vam zapre račun, vam je nekdo vdrl v račun. A se vi tega zavedate? Vdrl fizično v račun, ne pa oblaščena oseba na banki.
ker ta račun je vaš, vi ste lastnik in samo vi lahko od A do B nakazujete sredstva. In to je v pogodbi. Iz splošnih pogojev pa banka potem prek IPS-a, prek FURS-a in tako naprej se grejo pa svoje igrice. In s tem je treba enkrat zaključiti. Kršijo zakon povsod, kradejo sredstva in potem morate blokado računa plačati, z računa vam vzamejo, ostanete brez in potem še deblokado. Tako da to je čista kraja na vseh možnih nivojih. No contract, no case, no body, no crime. Se pravi, s to tretjo osebo nimate pogodbe in ne sme posegati v račun. In to se da iztožiti. No, nam so zaradi tega, ker smo to speljali, potem začeli nagajati internet, tako da smo bili kar 4 mesece brez, jaz sem se z mobilno točko šlepal, zdaj smo to uredili. In tukaj sem seveda potem, gledajte, tukaj je Telekomova odločba, kjer so priznali vse to, jaz niti nisem pisal, šel sem k operaterju in sem vse skupaj vrnil in sem rekel, gledajte, dajte se gor zmeniti, pa vi meni tle zdaj to pogledajte, dajte dobropis, ker če ne bo rom pom pom. In če si boste to prebrali, boste videli, kaj so nam počeli v društvu. Jaz rečem kar v društvu zaradi društva, ne? Ker jaz sem tle 27 let, pa nisem imel samo osebno pač nikoli teh težav, ampak zdaj, če malo jezik odpreš, če malo poveš, kako so stvari prav, je kar hitro narobe. Naslednja stvar, ki je cenzura dokumentov, članov ter nedovoljeno omejevanje gibanja v mednarodnem prometu. Tukaj se je dogajalo članom, ki so zaposleni ali v Italiji, na Hrvaškem, Avstriji, Madžarskem, kjerkoli in so uporabljali naše dokumente, potovalne listine, diplomatsko listino in vse te kartice. Akreditacije smo naredili, a ne, to so bili naši poslanci. Neizobraženi cariniki, zakaj rečem neizobraženi? Oni so se našli prvič v situaciji, ki so delali po navodilih, ki so nezakonita. Mi z društva smo pa to naredili povsem zakonito, ampak take zakonitosti prej niti nismo imeli potrebe početi. Ko je prišla pa situacija in ko začneš zakon spoštovati dosledno, lahko pa velike stvari naredimo. A vi veste, da mi lahko v tej drugi samoupravi, v kateri smo, v kateri državni organi nimajo nadzora, ker se njihov nadzor v 145., 144. členu ustave zaključi in 145. člen država nima več vstopa. In to je naše društvo in naše društvo ima vse to. No, tukaj se zdaj vidi, kako je ta carinik tega našega člana maltretiral, ga peljal na zaslišanje, ga je prijavil državnemu tožilstvu, človek je mogel še enkrat na zaslišanje iti in smo potem v nadaljevanju, gledajte, tukaj se pravi, se vidi gor vse digitalni njihov avstrijski podpis in tu v nadaljevanju smo napisali v društvu za tega gospoda pritožbo. A veste, in ta pritožba sicer nas je stala kar nekaj časa, ampak kaj je naredilo sodišče? Zavrnilo državnemu tožilstvu, ker tudi ne poznajo zakonov in to zavrnilo, poglejte, in nas so obvestili v društvu, tamle pod znakom vidite Beli Siziferlova 39, vidite, da so odstopili od vsega tega in da ti cariniki tam na meji, da so delali prekršek. In kdo bo zdaj škodo kriv? Človek je mogel iti na zaslišanje, ni mogel v službo hoditi, maltretirali so ga in vse po krivem. In tako, vsaka stvar, ki se v Sloveniji dogaja, ne smete si dovoliti, ljudje božji. Borite se, vprašajte, v društvu smo zato, da vam povemo, ampak je treba te dokumente znati tudi seveda potem uporabljati in stati za tem. Ne? To je to. No, v nadaljevanju smo potem naredili to dokumentacijo, ki jo nekateri poznate, nekateri se boste dobro spomnili, kaj smo delali. Ne? Zelo lepa članska, potem dobrodošlica. Tukaj imamo pisni dogovor. Ne? Danes prečerajšnjim me je nekdo pisal, kaj je to varovanec, a ne? To ni starš pa otrok, ampak tukaj gre za pravno varovanje. Če človek se ne znajde v situaciji, je s tem pisnim dogovorem, ko ga sprejme in člansko izkaznico, ima v bistvu neko dovoljenje, da pokliče in vpraša in dobi pravni nasvet. To je pravno varovanje, zato ker verjamem, da od teh 5500 ljudi, ki so se vpisali v društvo, mogoče 3% vejo, zakaj gre. Vsi ostali so pa rekli, aha, zdaj dobiš člansko, pa dobiš uno, pa kar greš, ne? Pa greš na Ne, ni tako in ljudje to prelahko vzamejo.
Vzamejo celo tako, da izkoristijo, ko jim je hudo društvo, potem pa v bistvu vzamejo to na društvo, na stroške društva in se gladko meni nič tebi izpišejo ali pa jim kdo reče, kaj pa je to, ne, in spet kaj bojo pa drug rekli. Ljudje nimajo, se pravi, izobraževalnih ur, niso konstantno z nami, nimajo informacij, ne vejo. Jaz sem rabo 30 let, oprostite, da sem te stvari dojel, da jih razumem in da sem skozi prakso, skozi vajo prišel do tega. No, potem smo imeli tudi te, bom rekel, posvetnice, kjer ste imeli na eni strani vaše podatke, drugi strani pa takoj dostopne podatke vseh članov oziroma dostopnih oseb, ki so vam pomagali takoj oziroma pomagajo, in potem seveda tudi drugo dokumentacijo, kot vidite, smo delali res vrhunsko, poleg naše diplomatske potovalne listine, s katero so ljudje z letali potovali po vsem svetu potovali, ker to je potni list, to je diplomatska potovalna listina. Če še ne veste, vam povem, Republika Slovenija v bistvu je društvo, je firma, in ko si vi date osebno delati na upravno enoto, ni nič drugače, kakor dobite člansko izkaznico v društvu. Nič drugega ni, ne? To je v bistvu, s tem vas v bistvu sam zavežejo, da potem morate tisti zakon spoštovati, tle pri nas je pa drugače, tle pri nas je pa statut in ti papirji, ki so, ampak to vse skupaj ni približno niti tako, kakor je to razpreden v državni upravi. Ne, kaj smo mi mogli vse delati? Poglejte, pravna obvestila, kaj smo delali. Potem smo naredili za resolucijo Sveta Evrope, se boste spomnili. Vse to je še trajalo do 2022, do aprila, do maja, vse dokler ni se začela vojna v Ukrajini, in takrat je čudežno se zgodilo in kar naenkrat, se pravi, v 14 dneh je to vse zginilo. Vsi odloki so zginili, vsa navodila so zginila. Edini kakšni doktorji, ki še služijo na maskah in na cepljenju, vztrajajo pri svojih ortodoksnih stvareh in ne delajo uslug, če si v ambulanti ne daš maske. No, tukaj smo imeli čudovito, vse digitalno rešeno, a ne? Ker če hočeš z državo komunicirati, se moraš približati na njihov nivo, ampak s svojim zakonom, ne? Da delaš tako kot približno, in to ni bilo enostavno narediti nam v društvu. Tukaj pogledajte, koliko smo pisali. Torej, mi smo poslali, a veste, preko 5400 kuvert. V vsako kuverto je bila naslovljena ime, priimek, delali smo noč in dan. Mesece. In hvala lepa. Ok. Naslednja stvar, ki je tukaj, evo, je tudi zdajle prišel naš neizvoljen predsednik države, Eden Fohatom. No, in tukaj, gledajte, je vsa dokumentacija, kjer se točno vidi, a veste, mi smo prinesli na Državno volilno komisijo in smo dobili, kako se temu reče, potrdilo. Veste, kaj je potrdilo? Ko ti država da potrdilo, je to državna listina. To je listina, da nekaj velja, da nekaj drži. In tukaj piše potrdilo, da je Eden Fohatom vse prinesel in da vse drži in da je dobil to potrdilo, da je lahko pasivni volilec. Ne aktivni, ampak da je on lahko kot voljen, ne pasivni. Vsa potrdila. S tem, da smo iz društva dali vse, kar je treba. Vsaka listina je štela 1000 članov, kar se zahteva 5000 članov. In če poslanci lahko naredijo tam, ko so voljeni, a ne, in podpišejo 5 teh listov, zakaj potem mi v društvu, ki imamo ravno tako člane in smo na občnem zboru to sprejeli in člani smo to sprejeli, vsaka od teh volilnih listov je štel 1000 članov in oni rečejo, da smo mi nekvalificirani. Seveda, kako ti lahko volilno pravico vzame? Tukaj se vidi dvoličnost države in kratenje volilne pravice, ki je osnovna, najmočnejša, bazična, s katero se urejujejo stvari v državi. No, in tukaj, gledajte, so potem cel kup teh dokumentov, kjer smo si dopisovali z Državno volilno komisijo, z Vrhovnim sodiščem, dali smo jim tudi vedeti, da ne delajo prav.
No, evo, to so tile volilni listki, ki je vsak štel 1000 glasov. Tako da je na potrdilu piše vse ok. Potem so si pa zmislili, da pa ni ok, zato ker eden pa društvo Beli sni iz pravega vetra prepihali, ne. Tako, in tukaj je potem, poglejte, še vse ostalo z vodstvom društva, z upravnim odborom. Tukaj smo delali Egidi, Eden, Iviljana, jaz, potem tajnice, to je delalo 6, 7, 8 ljudi, smo nenehno delali cel teden, da smo vse to sproducirali in se borili s temi ljudmi, ki to delajo vsako leto. Mi smo delali prvič, ampak smo jih 6, eden je bil že v časopisu kot kandidat in tukaj se vidi, da je bil upravičeno. In potem je čez noč se slika obrnila, ko so se telefoni pregoreli med politiki, da to pa ne gre, in so potem pač naredili, kar so naredili. Tako da, če bi to zadevo peljali mi naprej, bi zadeva zagotovo na Evropskem sodišču ali pa še kje padla pri teh naših lumpih pokvarjenih. Vi morate vedeti, da je predsednik DVK komisije tudi na Vrhovnem sodišču in kot predsednik DVK komisije, on reče ne, potem gre pa na Vrhovno sodišče, ko se pritožiš, pa dobi našo pritožbo, pa še enkrat reče ne. Kakšni interesi so to, kakšni ljudje so to, ko je na dveh pozicijah hkrati in krati volilno pravico državljanom Republike Slovenije. Sramota za naše politike, da se grejo takšne igrice. To, kar sem jaz povedal, zdaj zelo malo ljudi ve, ampak ker smo mi papirje dobili podpisane in smo videli, kako to poteka, vemo zdaj te poti in to je vse jasno. Poglejte, koliko papirjev smo naredili. Vse to je društvo v letu 2022 delalo, dalo energijo. Časopisi so pa potem to tako poniževalno po navodilih izsmejali in so rekli, Eden Fohatom je prinesel samo 6 glasovnic, noben pa ni povedal, da je to za 5500 ljudi masa, tako kot poslanska glasovnica, ki jo naredijo tam za ena društva, ki se zmenijo, ena društva se kar zmenijo, tam potem dajo te fake kandidate, da malo zmešajo volivce, zato da potem oni svojega kandidata peljejo skozi. Tako da vse to je igra in tukaj je potem, gledajte, tolikega pisanja, pa dajte si malo pogledati, no, in če vidite tele naslove tle, kaj je društvo pravzaprav moglo dati tukaj skozi čas, biti pravočasno, ob tem pa seveda jasno se boriti z mlini na veter in pač dali smo jim vedeti, no, da ne delajo prav. Veliko pisanja je bilo, poglejte, koliko je tega. To smo dali not zakaj? Zaradi reference, marsikomu bo to prišlo prav, torej ta zvezek se da tudi tukaj potem tudi v printu dobiti in no, tle na koncu se potem spominjam, ko je bila ta saga končana, je pa se pojavil potem naš član in je to čudovito povedal o teh lumpih, kako to počnejo. Dobro, to so bile volitve. Ja. Lump ukrade čigumi v štacuni. Lump ukrade čigumi, ja. Kriminalci pa glasove in proračuna, ne. No, zdaj smo pa tlele poglejte, smo naredili v 22 podcaste, to poznate že v glavnem vsi, smo to povedali, tudi objavljali in tukaj so potem tudi naši gosti v raznih epizodah ali pa tudi iz teh srečanj včasih objavimo, tako da tisti, ki ni najbolj domač z kamero ali se ne želi pokazati, ki rajši sedi za mikrofonom in lažje razmišlja in se, tako da tudi pri nas, če bi kdo želel povedati svojo zgodbo, če bi kdo želel povedati svoje znanje, ljudje božji, imate telefon od društva, pokličite Iviljano, pokličite Tejo, pokličite Mihajla, pokličite ne vem kogarkoli, naredimo tukaj in boste povedali svojo zgodbo. Je čisto vseeno, je to učna zgodba ali je zgodba z dogodivščino ali je to kršitev pravic ali je karkoli. Samo ne biti tiho pa sedeti na kavču pa reči, jaz ne morem nič narediti. A vi sploh veste, kaj se z besedo da narediti? Poglejte, kako smo moteči. Samo govorimo. Samo razkrinkamo njihovo dejavnost. Tako da, gledajte, to je to. In dobro, gremo naprej. Tukaj pa vidite predavatelji na izobraževalnih združenjih ob sobotah. To so naši
Preko 40 ljudi se je zvrstilo v letu 2022 pred kamero in mikrofonom. Iskrena hvala vsem. To so ljudje, ki pridejo prostovoljno, nihče ne dobi za to plačila, pa vsak ve, kolikor je truda, če ti hočeš pol ure, 1 uro kvalitetnega predavanja narediti ali dati nekaj iz svojih izkušenj. Lahko se zgodi, da tle govoriš pol ure, pa si nasmejan, ampak v ozadju je 20-30 let dela in izkušenj, kjer si mogel investirati v to, da lahko to poveš in nekomu podaš. Zdaj pa bom šel bolj hitro naprej, ker vidite tole tabelo od spodaj, teh 40 predavateljev smo naredili v letu 2022 tole. Tukaj se začne in tukaj so naši filmi. To so vse naslovi in vsaka vrstica pomeni 30 do 45 minut, ure pa pol vsebin. Vsaka vrstica. In to so nam vse zbrisali. Te plave vrstice, ki pa jih vidite, se vam pa splača malo poklikati. Tukaj je pa vsa zgodovina od lanskega avgusta, mislim od 13. avgusta naprej, ker do 13. so nam pa vse zbrisali in tukaj smo šli na nov portal, tukaj imate vse vsebine, vse linke, vse, kar smo počeli, tako da če kdo kdaj rabi kakšno stvar, naj si tukaj poklika, ima vsebine, dostope tudi do filmov in razne naslove, tako da dobrodošli. Potem se spomnite našega piknika. Tisti, ki ste bili, tisti, ki niste bili, ste vsaj izvedeli, da smo se lepo imeli. Evo, to je to. Predstavili so člani tudi svoja podjetja. Imeli smo se od jutra do večera prekrasno. Tukaj je cel ta program. Veliko ljudi je zapolnilo program. Ves dan so bile predstavitve raznih dejavnosti, s čemer se ljudje ukvarjajo. Človek niti ne ve, ko se odkriva cel svet, odkriva cel kozmos drugih ljudi. No, in tukaj potem so pa posnetki iz tega našega srečanja vse do konca. No, to je zdaj ta predstavitev letnega poročila za 2022. Tole. In gledajte, to je v bistvu zdaj ta naša knjiga, samo da jaz še tale zaslon spravim. Evo, takole, to je ta naša. Jaz sem jih tudi nekaj natisnil, če bi kdo želel imeti, dobrodošel. Tako, zdaj pa se preštejemo, če je že ura. Teja? Je? Ok. Hvala. Ker občni zbor tudi po 1 uri ni bil sklepčen, smo za nadaljnjih 30 minut naredili pauzo. Po poteku tega časa je tretji redni občni zbor društva Belis sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov po 30 minutah premora oziroma predavanj, pauze. Mi smo to imeli zdaj malo dlje, a ne? Tako, in je prisotnih članov vsaj 10. Zdajle je 48 na Zoomu, koliko nas je tukaj? Ok, se pravi, vse skupaj nas je 55 prisotnih, a ne? Dobro. Tako da piši tole noter in tako ugotavljamo, da je občni zbor od tega trenutka naprej sklepčen, zato se začetek občnega zbora nadaljuje po programu, po katerem bo predstavljeno oziroma je bilo predstavljeno letno poročilo za leto 2022 za društvo Belis. Glede na to, da smo zdaj sklepčni, dajem na glasovanje občnemu zboru to, kar smo zdaj vse videli. In prosim, če ima kdo proti, naj pove, če bi to naredil kako drugače, kakor smo tlele zdajle predstavili, naj pove sedaj. Jaz bom 2 minuti tiho, vi pa z glasom naprej. Lahko pohvalite, lahko pokritizirate, oboje je dobrodošlo. Ok, tukaj v pisarni ima kdo kakšno idejo, pripombo? V redu? Hvala lepa za plosk. Dušan, moj sošolec Zlati, iskrena hvala. Zelo sem ti hvaležen. Ja, pozdravljen. Ja, iskrena hvala, ker si tako zvest in
Mislim, poznava se že od otroških, čist majhnih nog in to mi zelo veliko pove. Hvala Ja, to, ti. da sem se vključil v društvo, bi dosti pomenil, pa mi je kar dosti pomagalo do zdaj. No, iskrena hvala, Dušan. Dobro, hvala. Se Jo. pravi, če takole zdajle zaključim, pogledam še enkrat na Zoom, številka 49, noben glas proti na Zoomu, tukaj enoglasno sprejeto v prostoru. Ok. Teja, prosim, zapiši številka, koliko je za in koliko proti. 56 za, proti nič. Ugotavljamo, dragi člani, meni gre na jok, hvala vam za zaupanje. Hvala. In vsem, ki so pomagali, ki so stali ob stran 14 dni. Da je tretji redni občni zbor, s koliko glasovi? S 56 glasovi potrdil letno poročilo Društva za srečno življenje Belis za leto 2022. In sprejelo letno poročilo Društva Belis za leto 2022 v pisnem obsegu 200 strani. Tako preidemo na 4. točko tretjega rednega občnega zbora in rečemo, da je tretji redni občni zbor ob 19:55 uri zaključen. Sledi podpis delovnega predsedstva po členu 22 statuta Društva Belis. Vam, dragi člani, dragi, tudi vsi tisti, ki ste pripadniki ali pa simpatizerji, iskrena hvala za zaupanje. Delo je bilo veliko opravljeno. Že od številk se mi še kar rola. Tlele mi je tudi pomagala članica naša z vsem tem. Tako da iskrena hvala vsem za support, pomoč, posebej Iviljani, ki mi je stala ob strani in mi prinesla kdaj kaj za popiti, za pojesti, pa mi tlele pride, Mihajl, boš pojedel, bom. Iviljana, hvala 100-krat za srčno podporo.